Moj uspeh z Mitjo Segajem. Sponi in padci, predvsem pa izkušnje. To je Večerov podcast o dragocenih lekcijah. Za posel, za življenje. Lepo pozdravljeni v tokratni epizodi podcasta Moj uspeh. Danes gostimo Heleno Krevh-Zorec, direktorico družinskega podjetja Neonard, sicer pa vsestransko aktivno podjetnico. Sama zase pravi, da je multipraktik, ki se z veseljem loti vseh izzivov. Verjame v pozitivno naravnanost, ne ustraši se sprememb in novosti. To je verjetno v podjetništvu ključno. A več bo povedala sama. Zamislil sem si, da bi podcast začeli malce bolj udarno. Boste vi povedali, če je, ampak ker vem, da ste se pred dnevi udeležili prvega dogodka kluba Women in Business Podravje, to se pravi ženskega podjetništva. Še vedno torej govorimo o ženskem podjetništvu nekako posebej, ali obstaja torej tudi moško podjetništvo, oziroma zakaj se morate sploh dame ženske podjetništvu še vedno nekako drugače izpostavljati, se je potrebno dokazovati, je to še vedno primarno nekako moški domena, je obrtništvo, podjetništvo domena moških? Ali se mogoče to res, v bistvu ljudje to na ta način sprejemajo. Mogoče same podjetnice niti ne toliko, ne. Je pa zanimivo, v bistvu pohvalno, da je na Ptuju se nas je zbralo skoraj 170 žensk podjetnic, obrtnic. In jaz mislim, da je treba žensko podjetništvo v bistvu, oziroma ženske moramo biti neki vzor tem novo prihajajočim mladim obrtnicam, podjetnicam, da jim pokažemo, da se da združiti v bistvu podjetništvo, materinstvo, da to gre skupaj z roko v roki. Ampak seveda potrebno je nekaj odrekanj, potrebno neke fleksibilnosti in pa seveda podpora v bistvu družine. To se mi zdi, da je en ključ, ki ga je treba v bistvu spodbujati pri teh mladih dekletih, ker so mogoče premalo samozavestne, premalo si upajo. Če ni podpore družine, seveda to tudi zelo težko, ker se vemo, ženske smo seveda še doma gospodinje, pa mame, pa vzgojiteljice, vse to nas čaka kljub poslu, ne? In seveda, če ni tu nekega podpore širše družine, potem to bistveno težje vzpostaviti. Všeč mi je v bistvu, da se ženske podružimo in da si mogoče predamo neke zamisli ali pa ideje ali pa probleme, kakorkoli izzive drugi. Ne vidim pa v bistvu nekih posebej težav ali pa, da bi se posebej ločevali. Zdaj, moški menedžeri, ženski, veliko žensk je danes seveda na vodstvenih položajih. To je res, seveda, ampak še vedno se pojavlja ta tako imenovani stekleni strop, do kod zmorete, še vedno so neke plačna nesorazmerja med ženskami in moškimi. Žal je to še vedno, ravno zato sem začel s tem vprašanjem. Ampak mislim, da se to kar spreminja, da se spreminja tudi z generacijami, ki prihajajo na trg, mislim, da se to kar precej spreminja in je v bistvu všečno, da je to na tak način, da tudi ženske v bistvu dobivamo neko veljavo, v bistvu, da smo enakovredne tudi po plačilu in po neki kredibilnosti v poslu samem. Ne vidim v bistvu težav, da bi se še več žensk odločilo za podjetništvo in seveda vsa podpora jim, da to začnejo. Pa raste število podjetnice, recimo se vam zdi to opažate nekako? Se mogoče raste, pa potem vidim, da kar precej hitro mogoče obupajo. To pa je tisto, kar je pač, se veste, poslovanje je tek na dolge proge. Tu je veliko vzponov, padcev in to je pač treba vzdržati. To ni enostavno, sploh usklajevati materinstvo in mogoče privatno življenje za poslovnim, ampak se da. Nekako vam uspeva. Bova tudi govorila še o vlogi moških seveda na tej poti, pa o dopolnjevanju mogoče z moškimi, ampak je res, če se spomnim mogoče tako otroštva ali pa pač
odraščanja, ne, vedno smo rekli, ja, ne vem, tvoja ata je privatnik, ne, kaj nikoli ni bila mama privatnica. Pri nas je bilo drugače. Pri vas je bilo. Zdaj je oče začel, tako da je bil oče tisti. Ampak leta 67. Ja, 67 je oče začel, ker je hitro umrl, je pač seveda mama 76 prevzela in je bila seveda obrtnica. Ne. Po sili razmer. Po sili razmer, tako. Ampak se očitno dobro znašla in predvsem dobro to prenesla tudi na vas, ne? Ja, v bistvu, seveda, živiš v neki družini, kjer so neke delovne navade, pa odrekanja, pa prilagajanja ves čas prisotna in je potem to verjetno ti to zraste. Ja. Živiš s tem podzavesti, v bistvu niti ne veš, da na ta način življenja živiš v bistvu. No. Kaj je, recimo, veliko tudi primerov seveda, ko ta prenos ni enostaven. Preprosto zato, ker mogoče mlajša generacija nima interesa, pa nima znanj, nima ustreznih veščin. Ne vem, kaj je bilo pri vas, recimo, ali pa kaj je, se je to vse poklopilo, ali ste se morali mogoče malo tudi prisiliti v to, ste bili tudi nekako potisnjeni v to zgodbo, ali je to bilo že po naravi stvari, da pa želite prevzeti, da ambicija, želja? Ne, volja. moja želja niti malo, ne. Ne, kot mlada si nisem predstavljala, da bi bila. Jaz sem šla v bistvu študirati popolnoma nekaj druga, kjer bo čisto samo, da se odmaknem od tega, kar je bilo doma v bistvu. Ampak mama je to znala spretno usmerjati, spretno me peljati, v bistvu nezavedno me peljala v neki povsem malo po malo, dokler nisem pač to zagrabila in očitno je to mogoče v meni sami, da mi je to bilo potem všeč in da je to bil neki izziv, seveda z njeno podporo, mislim, z njenim angažiranjem, popolnim, ne, da nisem na neki poti v bistvu obupala, rekla, ne grem se več tega. Ne. In dala mi je možnost, v bistvu ona je imela kot obrtno delavnico, jaz sem že takrat odprla svoj Neonard d.o.o. in sem poslovala v bistvu z njo delno, da rečem. Super. In potem je to, pač sem imela svoje finance, svoje posle, svoje odgovornosti. Mi je v bistvu predala nekako, ne, znajdi se. Ne. To je super, to je dober model. Ne, ja, v bistvu, tako da to je bilo v redu, ne, ker vseeno gospodariš, ne, z minusom ali s plusom. Dobro. Kakva pa je bila ta vsebinska vloga mame, recimo, je bila mentorca? V bistvu je bila, ja, še vedno je to svoj obrt v bistvu vodila, ne, jaz sem v bistvu, ker je bila takrat še potreba po eni drugi razsvetljavi v tistem času kot neonska razsvetljava. Tega ni bilo nikjer v bistvu, kot steklopihači v bistvu so delali neonsko razsvetljavo za vse napise, tako kot vidimo v Las Vegasu, kar je bilo. Tega ni bilo tu v bistvu na trgu in to sem se jaz začela učiti iz potrebe v bistvu, ker je pač to smo potrebovali. Trg je to potreboval, želel. Trg je tako potreboval in je to bil zato neon art, ne, ker to so bile neonske cevi. In tako sem jaz v bistvu začela se učiti, spoznavati v bistvu, kaj to sploh je delo, kaj je to posel, odgovornost, kaj je to poslovanje, kaj so to stranke, kaj so dobavitelji. Sama v bistvu na nek način, ne, seveda polni in vpadci. Nekje v ozadju pa je pač vedno bila mama, ja, kjer je ti gre, je v redu, potrebuješ kaj, če ne, pa kar lepo znaš sam, na ta način. Tako da je bilo kar v redu, ni bilo toliko mogoče vmešavanja na nek način, ne, kar je nekako generacijsko se mi zdi v redu. Da pustiš mladim ali pa prihajajočim, da malo sami vstopijo in sami zaznajo neke prednosti ali pa težave, ali pa seveda generacijsko drugače gledaš na posel, kot mogoče starši ali pa nekdo predhodnik, ki je pred tabo že, ne vem, 20 let poslal, ti si v bistvu čisti začetnik. Sploh ne veš, greš tudi v neke posle, se vržeš na glavo, ne veš, kaj te čaka. Ne? Je v redu, da ti pusti starejši, recimo pri tem, da tudi kako buško dobiš? Seveda, moraš v bistvu, ne? Moraš, vse to so tisti paci, ker te pol v bistvu se zjočeš, si jezen, moraš stranki ugoditi, imaš reklamacije, česarkoli in v bistvu to te pol utrjuje, vidiš, v teh napakah se potem kasneje pač učiš, tam sem naredil to ne smem ponoviti, ne. Tako da ja, treba je v bistvu pustiti, ne. Tako da v bistvu ti mladim v bistvu, oziroma starejši malo zamižati na neke oči, pa mislim,
pogledati stran mogoče. Ne? Ne, da bi bilo usodno, ne, ampak recimo prej neka varovalna mreža verjetno je že, ne, ampak do tam pa pusti sicer past. Je težko, ne, jaz verjamem, da je to težko, ampak moja mama očitno to nekako znala speljati. No. Podjetništvo je recimo neka hoja po robu na nek način, ne bi se strinjali mogoče s tem. Ja, ves čas si nekje v bistvu tveganje, ne, v prvi vrsti verjetno. Tako. Kaj so še neke druge veščine, kot vi vidite, recimo ključne za v bistvu moraš skozi balansirati med v bistvu, če tako rečeš, med dobavitelji, med naročniki, med zaposlenimi, na koncu med svojim privatnim in poslovnim življenjem. Ves čas si nekje, moraš neke vsakodnevno nove prioritete iskati, ne? Oziroma ti postavi jih v bistvu, pred tabo pridajo v bistvu na trgu, si prisoten, torej reagiraš, kakor stranke želijo, recimo, kakor želijo, probaš svojim zaposlenim neke stvari ugoditi. Vedno si v nekem precepu, kaj je najbolj pametno in kako odgovorno v bistvu potem to zapeljati, da so vsi akterji, udeleženci recimo zadovoljni, da rečeš, ne? Pa da si še sam zadovoljen, ne? Ja, to je verjetno na zadnjem mestu, ni? Ja, je na zadnjem mestu, ampak... Mislim, da se najbolj odrekate sebi v škodo podjetniki, ne? Ja, pač to smo sprejeli, ta način življenja, to v bistvu, če to sprejmeš, pa to živiš, to sploh ni težko, ne? To ne vidiš to zdaj kot problem. Absolutno. Pač je, v bistvu, na ta način živiš danes, ne vem, si planiraš dopust, ki ga na koncu pač ne spelješ, ker je nekaj druge prioritetno, pa rečeš v redu. Pač ne bo danes, bo čez mesec, 2, 3, ko bo imel čas, ne? Ali karkoli. To so pač take zadeve, ko je težko nekomu ali pa na ta način čisto splanirati in povedati, to bo pa zdaj potekalo tako, ne veš. Ne? Kaj pa so pol nagrade po drugi strani, recimo, ne? Če pustiva denar, recimo, da bi denar lahko bil, ampak če pustiva to ob strani, kje so pa nagrade podjetništva, recimo, ne? Za podjetnika predvsem? Ja, v bistvu je uspeh, da tako rečem, tako se rekli, seveda ni v bistvu denar, ampak je vse druga, ne. Mogoče sam pri sebi imaš nekih uspeh priti do kakšnega referenčnega podjetja, v bistvu dobiš posel, kjer mogoče ti je bilo nedosegljiv. Je to rečeš, uspel sem. Mogoče nekaj, da te tudi ljudje, okolica te spozna, reče, ta je pa pošten, kredibilen, lojalen, odgovoren, v bistvu prijetna oseba, s katero je prijetno klepetati, se družiti, recimo, da imaš velik krog prijateljev, da imaš neke svoje hobije, da nekaj, kar tebe veseli, lahko počneš. Vse to je meni nek uspeh, čas, ta trenutek je čas tisti, ki je največja vrednota, ki je rečeš, to je največ vredno ta trenutek, da imaš nekaj časa zase ali za svoj hobi. Lahko samo upravljaš, ne na zadnje, ne. Se verjetno ga je malo, ne, ampak ga treba nekako smotrno. Pa moraš si ga v bistvu znati v ta čas nekako v tej dnevne obveznosti zapakirati, pa si ga nekje vzeti, ali to zjutraj ali zvečer. Ja, obvezno je. Ne moreš v bistvu samo ves čas biti na preži pa na razpolago vsem. Ne. Moraš znati poskrbeti za sebe na nek način. Ne. Tako. Kaj nek vaš ventil, recimo? Jaz zelo rada grem v naravo, se sprehajam psom, rada kuham, družim se, pletem, berem. Premalo imam v bistvu 24 ur, ni mi dolg čas. Od 7 zjutraj do 7 zvečer v bistvu sem v pogonu. To pa ja, v bistvu zdaj to pomeni poslovno in privat v bistvu. To se malo prepleta, v bistvu nenehno. Nenehno. Ni nekega pravi počitka. Počitek je ta hobi ali pa karkoli te veseli. No. Verjetno si po naravi, no, boč energičen, dinamičen, pa ti je to popolnoma normalno. No. Pravijo, da je podjetništvo mišica, ne, ki jo je treba trenirati. Kako jo recimo vi trenirate? Ja, ravno na ta način. V bistvu skozi vse to, v bistvu, ne, skozi sploh mogoče s prehodom skozi gozd, kjer ti si sam z sabo in je veliko idej
pada v bistvu tisti trenutek. Mogoče so nekatere tudi kasneje uresničljive, ampak ja, v bistvu se poigravaš z nekimi idejami, mislimi, sprobaš mogoče potem kasneje to, kar si zadal, tako da na ta način družiš se z enako mislečimi, da tu vidiš v bistvu njihova mnenja, da malo mogoče te znajo tudi tebe, bom rekla, oceniti ali povedati, kako tebe vidijo, pa tvoje poslovanje. Tu v bistvu na ta način, to je tisto neko krepitev pa zadovoljstvo. Ideje omenjate, ne vem, koliko je tega eksperimentiranja, potem dokot je vredno iti, upate, ne vem, kdaj tudi preko meje se kdaj pečete, ko preizkušate kako novo idejo, recimo. Tvegaš, seveda, v bistvu, mogoče, ko si mlad, tvegaš, zato ker ne znaš, pa ne veš, pa ne zmoreš, pa pač tvegaš. Danes, ko si pametnejši, ne, tvegaš na drugačen način, ne. Vseeno se nekje znaš ustaviti ali pa rečeš, ok, zavestno tvegam, ne, bom videl, ali časovno, ali finančno, karkoli, ne. Pa se podaš v neko neznanko, recimo, ne. Sploh, če ti pol uspe, je to super, ne. Ja, seveda, so dobitki lahko veliki. Zdaj, se tega tveganja človek privadi, je pol nekako si pripravljen vedno več tvegati, ali pa ne vem, na drugačen način pravite. A zdaj, če nisi pripravljen nič tvegati, sploh podjetništvo mogoče ni prava pot za posameznika. Ja, da bi ravno teklo podjetništvo, kar tako, kakor si ti začrtal, tega ne vem, če je v kakšni dejavnosti, ne, mislim, da je ni, ne. Tako da je vedno prisotno neko tveganje, ne. Ampak s tem pravzaprav živiš, vsakodnevno se s tem soočaš, na tvoji odločitvi v bistvu je, se podam v to ali ne, tako da je mogoče to vzameš kot en izziv, ne. Družinsko podjetje vodite seveda ne samo zaradi družinskega ozadja skozi desetletja, tudi zato, ker je vaš soprog pomemben član ekipe v podjetju, tako da me zanima, kako to kako ta vsak dan zgleda, recimo, pa predvsem kakva so tudi nedeljska kosila, no, potem, ker verjetno to ločiti je nemogoče, ne. V bistvu smo videli skupaj že kot par in kot poslovna partnerja, v bistvu 35 let, to pomeni, da sva 24 ur skupaj, ne. Včasih se hecajo, da sva res čudna, ne, da sva čudaka. Ampak očitno znova to pustiva si drug drugemu dihati, da rečem, vsak mava svoje hobije, mava nekaj skupnih, ampak nekaj tudi vsak svojih. Dopolnjujeva se, ne, to, kar mogoče nimam jaz, ima on in obratno. In je to, zdaj, ali sva se takšna, v bistvu, glede na to, da sva se mlada spoznala, sva mogoče izgradila oba svoje neke osebnosti skozi to, ker sva oba tudi v poslu od 18. leta, in sva to vse skupaj gradila, svojo osebnost in seveda poslovanje, verjetno v tej smeri, ne znam si drugače predstavljati, pa mogoče sva tudi karakterno pač toliko različna in toliko enaka, da si tu lahko dopolnjujeva. Vse to ne pomeni, da se ne skregava, pa da se malo muliva, ampak posel naj vedno poveže, ne. Posel je tisti, ko rečeš, ne, moraš spregovoriti, moraš. Jutri služba, ne, jutri je treba, tako da, ja, vedno se tu pogovarjava, kaj narediti. To so neke skupne odločitve, to se vprašati poslovne, recimo, čeprav vsak za svoje področje skrbita. Ja, v bistvu se kar skupaj dogovoriva, ja. Super. Sprašujem tudi zato, ker pravijo svoje, da so te žensko-moške kombinacije, vodstveni timi, recimo, da dobro funkcionira, ne, zaradi tega, ker smo si seveda različni, ne, Mars Venar, se vemo, kje ste mogoče ženske močnejše, tako nasplošno, ne vem, pač vedno govorimo o ženski intuiciji, občutku, mogoče še kaj druga, kje so tiste ženske veščine v poslu? Verjetno smo res mogoče v tej, kot ste rekli, intuiciji, mame smo v večini primerov, imamo tu neko materinski čut, mogoče tudi do svojih, ali neki socialnih čut do svojih zaposlenih, mogoče smo bolj potrpežljive ali smo bolj
ego nam ne nagaja toliko, ne, mogoče kot moškim. In mogoče smo bolj preudarne, sicer želimo uspeh, ampak ne, mogoče res z popolnim tveganjem. Moški bi se mogoče kar podal, pa bi rekel, ne, tu pa mogoče žena potegne malo nazaj, ne, pa reče, ne bi zdaj, počakajmo malo, ne, v tej smeri, no. Tako da na ta način se kar prilagajamo, pa ja, pustiva si oba tisto, kar je treba z moške strani prijeti, pa zahtevati, ali pa z ženske strani, no, tako da mogoče smo bile malo bolj mehkejše, malo bolj pozorne v tej smeri. Kaj že sploh ostane moškemu? Vse ostane, mogoče malo bolj trda roka, kdaj. Ki je potrebna. Ki je potrebna, ne. Ja. Kakšna tehnična je, bom rekla, mogoče sploh zadeve, ne, ki so mogoče vseeno dobro, so oba tehnika, ampak mogoče so skozi leta, skozi izkušnje jih malo bistveno več, sploh ker je pač veliko na terenu, pa jih imam mogoče jaz malo manj, ker sem bolj v pisarni. To so neke prednosti, v bistvu, jaz rečem takega skupnega sodelovanja moški-ženski. Jaz vidim to samo en velik plus. Kdo z ekipo boljše shaja, ali pa ne vem, različno shajate z ekipo, ali oba dobro? Oba dobro. Samo pač vsak z svojimi nekimi lastnostmi ali vrednotami ali z nekimi pohvalami ali grajami, ali vsak na svoj način. So neke situacije, ko mora kdaj kdo za kom malo pogasiti? Tudi. Pa, so? Ja, so. Seveda so tudi. Ali pa če ne druga, da se pogovorimo. No. Ni bilo v redu, ne vem. Ja. Popravi ali prosim, ne vem, oproščanje, ne vem, karkoli takega, ne, da moraš pa to biti pripravljen, ne, v bistvu narediti, ne smete biti niti sram, niti strah, niti karkoli to. Obstaja nek recept, kako avtoriteto recimo vzdrževati? Ne vem, to je po moje nek osnovni higienik, tak podjetje, da lahko podjetje deluje, ne? A pa kako vi to počnete? Jaz moram reči, da sem videla ves čas podjetništva vzor. Želiva biti vzor vsem. V bistvu neke vrednote, ki jih živiva, jih predajava tudi svojim zaposlenim, jih vsakodnevno živiva doma in v službi. V bistvu ti zaposleni pač potem zaupajo. Ne, to je zelo pomembno, da to zaupanje v bistvu zgradiš. In seveda, da si jim na razpolago, kadar te potrebujejo, pa seveda, da znaš tudi, kadar je potrebno povedati, kaj ni prav, kaj želiš, ne. Seveda so ljudje, ki ti ne sledijo, ljudje, ki ne želijo, ne sprejemajo tvojih neuspehov, pa ne nekih zahtev, pa ničesar, ne. Takšni pač... Kaj je težko, tak se ne da. Ne? Takšnim se pač v bistvu kolektivu ne znajde ga, v bistvu že kolektiv na nek način, ne bom rekla, izloči ali težko sodeluješ, sploh v malih podjetjih je to popolnoma drugače, ne? Ker smo pač vsi vsak dan skupaj in je... Kako je z mladimi generacijami? Imate že izkušnje, ne vem, koliko se pomlajuje vaša ekipa, recimo? Ja, mi smo imeli par let nazaj v bistvu kar izzive in težave, ker se je poslovila, bom rekla, stara generacija, večina jih je šla v pokoj, ki so delali pri nas po 40 let in smo seveda nadomeščali z mlajšimi kadri, so bili kar izzivi, glede na to, da je na trgu delovne sile trenutno, ne vem, so 4 generacije. In to precej zelo turbulentno bilo. No. Nam neka neznanka, seveda, ker smo sodelavci delali 30 let skupaj, ne? Dihali smo skupaj, poznali smo, ne? Naenkrat pa se zdaj znajdeš z novim kolektivom na nek način, z novimi osebami, ki te ne poznajo, ti jih ne poznaš, ne čutiš se prav, kar precej, res zelo težko. V bistvu je bilo skoraj neizhodno, v bistvu pravzaprav smo si poiskali pomoč. Zunanjo pomoč, kovča, ki nam je v bistvu pomagal nam kot vodi, kot lastnikom in zaposlenim, da smo znali uskladiti v bistvu neke cilje,
neke strategijo, neke plane, želje, vrednote, vse to v bistvu probamo nekako. In seveda ta trenutek smo super ekipa, znamo funkcionirati, znamo se zabavati, vemo, da je potrebno, kaj je potrebno narediti. Super, no, v ta način, ampak traja to, kar nekaj časa traja, da zopet proces, da to zgradiš takšno ekipo. Seveda generacijsko zelo različno, od tega, da so zelo mladi, pa do teh, bom rekla, starejših, ne. Tako da še vedno je zdaj pisana, pisana ekipa, ampak to je verjetno vredo, ne? Vse starejši da nekaj mlajšim, absolutno mlajši, neke druge poglede, pristope, ne, verjetno. Ja, prilagajati, ne, se morajo predvsem, ne, zdaj, če so obojni pripravljeni si prilagoditi, ne, potem je to super, ne. Morajo, se v bistvu ne gre drugače, ne, ker ne moreš funkcionirati brez prilagajanja. Ne. To je logično za vse. Kaj so še o žensko-moških kombinacijah sva seveda že govorila. Na tej poti mogoče kakšna lekcija, ki je bila zelo dragocena za vas, recimo, mogoče lahko iz tega generacijskega preskoka, ali pa kaj, kar je lahko koristno tudi za druge podjetnike, mogoče, da jim prihranite kako bolečino. Je kak recept, je kakšna hitra rešitev ali... Tu smo mogoče, tako kot sem rekla prej, mogoče mož je tu ima eno izkušnjo iz mlade generacije, recimo z mladega sodelavca, ki je prišel popolnoma neuk k nam v podjetje. Danes je 6. leto pri nas in je bil res kot en mali robotek. Današnja generacija, igrice, postavil se je kar v en taki položaj spanja. V bistvu res veliko truda, jaz upam, da je sam spoznal, kaj smo mu v bistvu pomagali, na kak način ustvariti neko osebnost pa mesto v našem podjetju. Veliko truda v bistvu smo vložili v njega. Tudi sam se je spremenil skozi obdobje, se je spremenil, da je neprepoznaven v bistvu, kar se tiče komunikacije. To so neki izzivi, ki pri mladih seveda so zelo drugačni kot smo bili. Nam je bilo, neke stvari so nam bile samoumevne, ne? Ali pa so nam. Tem mladim niso, ne? V bistvu jih moraš kot en mama in ata vzgajati tudi v podjetjih, kar je zelo težko, ker seveda ni časa, poslovanje te sili, ti pa se ukvarjaš zdaj z nekimi drugimi veščinami še, ne. Čeprav je verjetno zdaj tudi za vaju uspeh, ne, si lahko rečeta super, sva to naredila, ne, je pa res, da verjetno moraš znati tudi oceniti, kdo je mogoče vreden tega, na začetku prepoznaš potencial, ne, se to je vse malo umetnost. Tako. To je v bistvu del neke psihologije, v bistvu to ne moreš, tako kot sem rekla, tisti trenutek spoznavaš, vidiš, tako kot se rekli, v koga vlagati, kdo ti vrača to neko, ne bi rekla, hvalo ali pa karkoli, da vidiš, da se spreminja, da ima željo, da so neki rezultati. To je res en taki izziv, ko si v tisti trenutek, ko greš to, misliš, nemogoče. Dava še od psihologije malo k tehnologiji. Seveda ne moramo mimo tega, všeč mi je ta vaš slogan, črkam, dajemo svetlobo. Ne? Omenjali ste neonske napise, vsi si znamo Las Vegas predstavljati. Ne? To je še vedno ti legendarni ameriški svetleči napisi, ampak kljub temu, kako se pri vas tehnologija, okolje spreminjalo skozi desetletja, danes živimo v nekem obdobju let, diod, svetil. Kje ste danes? Kakva je bila ta pot? V bistvu te trg sili v neke zadeve, tudi če ti bi karkoli druga želel ponujati, ne, te pol v bistvu trg prisili, da moraš reagirati drugače, da moraš reagirati okolju prijazno, da moraš biti hiter, da moraš biti ugoden, cenovno ugoden in vse te neke faktore, ki jih moraš v bistvu zasledovati, če želiš seveda na trgu dalje prosperirati pa prodajati. In tako je tudi pri tej razsvetljavi šla v bistvu tehnologija. Mi to tehnologijo za neonsko razsvetljavo še vedno
imamo v podjetju, še vedno znamo izdelati, še vedno se lahko tega lotimo, so to mogoče bolj kakšni umetniški projekti danes. Te romantike zdaj generalno ni več, recimo. Ne. Ta retro zgine v vseh retro segmentih. Zgine, ja. Marsikdo seveda ima še to željo od naročnikov, da bi to želel imeti, samo se pač ne zavedajo, to je steklo, to so steklene cevi, to je drugačno rokovanje, kot je pač z današnjo tehnologijo. Ne. So pač nekaj nadomestili zdaj v bistvu v let tehnologije, kjer je podobno, ni pa seveda ne enako. Ne. Nekaj enostavne je, mogoče pa zgubi malo tega šarma. Ne. Zagotovo, verjetno. Zgubi nekaj šarma tega, ampak ja, ker je pa to seveda danes takšna eksotika že, ta neonska razsvetljava, je pa to tudi drago. Ne samo, da je v bistvu materiale že težko dobiti, ker ni proizvajalcev, ki bi ti v bistvu suportirali te materiale, da to sploh izvedeš. Seveda čas, ki ga za to porabiš, danes seveda bistveno drugačen, ovrednoten in je to eno z roko v roki, je potem to pač dražje kot mogoče let razsvetljava, ki je danes, se vemo, na tone ali na kilometre skoraj kupljeno, ne. Kam gre to naprej? Kaj bo? Vi že vidite neko prihodnost? Jaz vedno rečemo, ne, da toliko, včasih so tudi to neonsko razsvetljavo, smo včasih ljudem tudi v stanovanja vgrajevali kot neko dekorativno razsvetljavo. Imaš ljudi, ki še danes imajo to razsvetljavo, po 20-30 letih se z njo ni nič zgodilo. Mogoče je malo svetilnosti izgubilo in to je to leto razsvetljava. Ne bo nikoli, ne. Take dolge življenjske dobe, kot za vse druga, se to vse spremenilo v vseh pogledih. Je pa danes seveda, vsi strmimo k temu, da je hitro, čim prej treba nekaj izdelati, ugodno mora biti, pač to zasledujemo, seveda je pač to leto razsvetljava tista, ki se razvija enormno hitro tudi, bom rekla, ne. So tudi neke druge možnosti tukaj, zdaj glede dizajna mogoče, ali pa kaj vse je prineslo? To dobro, novo funkcionalnost, neko verjetno manjšo porabo energije, ampak tudi nove možnosti za dizajn, za izgled? Ja, mogoče so neke nove možnosti, sicer bolj v teh LED displejih, zdaj te statične reklame, kot take so v bistvu delno ostale enake, da rečem na nek način, seveda se spreminjajo materiali, so prijaznejši okolju, reciklirani in podobno. Vsa tehnologija je drugačna, strojna oprema, s katerim v bistvu to danes počenjaš, kot si leta nazaj. Tako da ten del bo sigurno ostal. Jaz mislim, ljudem je ta na nek način še vedno to retro del ostaja všeč, ne. Seveda so pa generacije pač, kjer bo elektronika, roboti, displeji in vse podobno, ne, kaj se bo dogajalo v bistvu, ker gre to zopet ekstremno hitro, tehnologija naprej, spremljati, videti, v katero smer, kako se obrniti, kaj nadgraditi, slediti. Se vi ste na nekaj lahko malo tudi trendsetter, verjetno v nekih pogledih. Ja, seveda, probaš, koliko je zdaj ta trg, bom rekla, naš slovenski trg je mogoče še vedno bolj konzervativen trg, ne. Nismo toliko sploh ne naklonjeni mogoče nekim velikim displejem, velikim reklamnim tablom, v bistvu smo vsi v tej smeri, da bi jih čim prej radi odstranili z vseh mogočih površin, kjer se da, ne. Se strinjam, da ne pašejo vedno kje, da mora biti to načrtovano in z okusom in mogoče s podporo okolja, arhitektov, urbanistov in podobno, ne. Tako je bilo 40-50 let nazaj in če gledamo te stare stavbe mariborske, ne vem, restauracija, center, ki je bila, ne, to so neke kultne stavbe, kjer so imele vse te, z občutkom je bilo to narejeno. Danes pa res mogoče izgleda kaotično, ne, nametano in potem pač seveda nevšečno. Ja. Da svet je bil za železno zaveso bolj siv, ne. Ja. Ampak zdaj pa mora biti estetsko barvit, recimo, ne. Tako. Ja, ampak mogoče moteč, ker je toliko barv in kaotično vse, ne, je mogoče ljudem že preveč vsega. Pa za dizajn skrbite tudi vi, recimo? V bistvu delamo veliko z strankami, kjer imajo že svoje celostne grafične podobe izdelane, neke malenkosti v bistvu in mi potem tudi tehnično dodelamo, tako da mi celovito rešitev v bistvu strankam ponudimo, predlagamo ideje,
tehniko izvedbe in z njo predebatiramo, v bistvu, kaj si želi, na kak način bi želela imeti tudi neko življenjsko dobo. Sicer danes, se veste, se hitro spreminjajo in objekti, in poslovni prostori, in podjetja, tako da je mogoče, včasih smo izdelovali za, 20 let neke zadeve, ne? Danes je to popolnoma drugače, ne? Ker tudi ne bi delovalo več tako dolgo. Ni priljubljeno tako dolgo. Tako da v bistvu strankov potem skupaj predebatiramo, no, želje. Ker ste seveda Slovenci že omenili, pa leta 2018 ste se razširili, ne, tudi z podjetjem v Avstrijo, v bistvu, ja. Kakvi pa so, izkušnje iz avstrijskega trga? Vemo, da DACH regija, torej Nemčija, Avstrija, Švica, zelo zahtevna za vstop, neke specifike tam veljajo. Kakva je bila vaša izkušnja in kako uspešni ste danes tam? Zakaj smo se pravzaprav odločili za avstrijsko podjetje, podružnico? Iz tega razloga ravno to, ker si njihov, da tako rečem, si pač kredibilen, ne? Ker so nas prej pač slovensko leta nazaj nismo veljali, nismo imeli ravno take moči ali pa kredibilnosti, ne? Smo rekli, če pa smo potem njihovi davčni zavezanci, ne? Pa smo pač drugače nas tretirajo. In pač to je res. Sicer je danes mogoče drugače, glede na to, da je toliko prehajanje ljudi čez meja, se pravi zaposlenih, je mogoče ta kredibilnost drugačna, ne? Drugače sprejemajo danes slovenska podjetja, tudi če greš kot slovensko v Avstrijo, ne? Težje je, seveda je težje, trg je velik, na tem trgu se znajdejo, bom rekla, vsi mogoči okoliških držav, je kar težko prosperirati, je pa res, da pač en kolač torte se vedno lahko odrežeš, ne? Tudi v našem delu. Še kakšne ideje za širitev, kam drugam? Zelo močno smo prisotni na Hrvaškem tudi trenutno. Spremljamo naše kupce na hrvaški del. To lahko recimo s slovenskim podjetjem? To delamo z slovenskim podjetjem, tako. Pa seveda z določenimi kooperanti, kjer si pomagamo z kakšnimi montažami, nam priskočijo na pomoč. Slovenija velja, ne, za deželo podjetnikov, predvsem mikro, malih, ne, tudi do srednjih še recimo, ampak kako vidite to okolje pri nas? Seveda, poslovno vemo, veliko je kritik, odvisno seveda tudi od oblasti. Kako vi doživljate to okolje? Kaj ga vidite? Kaj bi se moralo, nujno spremeniti, da bi lahko bili mogoče tu še bolj uspešni, da bi lahko podjetniki še bolj zadihali, mogoče dali še kaj več okolju, ne? Se vemo, vse se na koncu vrne v blagajno. Ampak zdi se včasih, da vladajoča oblast tega ne razume. Ja. Kaj se mora spremeniti? Ja, v bistvu smo velikokrat, mogoče podjetniki premalo stopimo skupaj in premalo smo premalo glasni, v bistvu, da bi nas uslišali, da s svojimi zahtevami želimo, seveda, če delujemo na velikem evropskem trgu, moramo biti konkurenčni, se pravi, moramo imeti tudi kadrovsko politiko takšno, da nam to omogoča. So poslovno podporno okolje, to, da nas podpira. V bistvu Avstriji je to na tak način, da v bistvu tudi ljudje sami podpirajo svoja majhna podjetja. Vejo, kaj to pomeni. Tudi če kupi dražje, kupi od svojih. Znajo to lojalnost v bistvu živeti. Pri nas manjka tega, ne? Pri nas je še vedno to podjetništvo velikokrat negativen prizvok kot pa pozitiven. Vemo pa, da družinska podjetja ali pa mala podjetja v bistvu držijo v bistvu Slovenija na nek način, neko stabilnost pa gospodarsko rast Slovenije. Ampak neposlušni so v bistvu se strani oblasti in tistih, ki sprejemajo zakone, da bi lahko se hitreje razvijali, da bi imeli dejansko ljudi, ki bi jih lahko višje plačali. Vse so ti prispevki v bistvu res velika obremenitev podjetij. Tudi, gradbene dovoljenja, vsi ti neke storitvene dejavnosti, ki jih podjetniki rabimo, predolgo trajajo.
podjetjih moraš danes hitro reagirati. Tu ni časa čakanja. Ja, Trg se agilno hitro vrti okolje, okrog nas in ne moreš v bistvu čakati, da bo te nekdo prihitev, ker potem si že zamudil v bistvu. Neko priložnost pa tako. to, ne. Torej, več bi se morali oglašati, še več. Čeprav v zadnjem času se mi zdi, da kar se preko zbornic se širi glas, ampak se kar odbija mogoče. Očitno od smo, odločevalcev. Škoda, bom rekla. No. Tega pripoznanja, ne, kakva vrednost je v bistvu v malih podjetjih. Ja, absolutno. Ki ne nazadnje 90% tako. Vseh podjetij predstavljate. Ja, sploh se v bistvu mislim, da se ne zavedajo, ne, kaj to pomeni, koliko družin vsako od nas, naših podjetij v bistvu preživlja, v bistvu, da se trudimo, ustvarjamo, polnimo blagajno na nek način, ne. Ja, smo redni plačniki in podobno. To je treba prepoznati in seveda dati neko upanje, seveda mladim tudi potem v tej smeri, ne, da se bodo odločali, drugače nam bodo res zbežali čez mejo eno in drugo in bodo tam ustvarjali in tam proizvajali, kar je škoda. Ni malo primerov takih, ki so že šli iz Slovenije, pa čeprav tik za mejo, ampak so nekako prepoznali to okolje, ki je bistveno bolj naklonjeno, ne, prisluhne mogoče neke priložnosti, da žal, ja, tu se bi moralo marsikaj verjetno spremeniti, da bi postali bolj agilni, dovzetni, ne. Tako da smo velikokrat v bistvu podjetniki razočarani, da pač nas ne podprejo, nam ne dajo neke veljave, nas v bistvu ne poslušajo, kaj so tiste v bistvu realne težave gospodarstva, ne. To so premalo slišane zadeve. Kako vidite prihodnost podjetništva, recimo zdaj glede na vse, kar sva povedala? Verjamem sicer, da optimistično, glede na to, da ste že več kot 50 let na trgu s podjetjem, ampak kljub temu, kako vidite? Ne nazadnje mogoče še tudi v luči neke te globalne grožnje, ne, se zdaj poslušamo veliko o Evropi, ki da je zaspala, ki ima seveda kup problemov, Azija pritiska, ne, Kitajska, ne vem, verjetno tudi v vašem segmentu je Kitajska konkurenca, recimo? Ja, v bistvu prednost pač tega je, da so naši izdelki individualni, v bistvu storitveno, v bistvu podjetje na nek način, čeprav proizvodno, ampak res butično in individualno, kar je mogoče težje seveda narediti nakup na Kitajskem. Ja, določenih izdelkov seveda, ja. Ja, za evropsko proizvodnjo oziroma za proizvodnjo je to velik pritisk. Je vprašljiv pritisk, ali bomo proizvodna podjetja in mala podjetja lahko to vzdržala, ne. Sploh zaradi, tako smo rekli, omenjeni visokih obremenitev plač, zaradi visoke cene električne energije in vsega posledično je to kar problem, glede na to, da vidimo, po kakšnih cenah lahko vozimo nekatere izdelke, ki jih seveda v Evropi nikakor ne moremo izdelati, ne. Niti Tu za so tak denar za tak denar ne izdelati, ne. In je to verjetno na dolgi rok kar težava, če ne bomo prepoznali bistvo teh težav, ki jih imamo, ne. Neke vrednosti, ki tu je, ne, se v bistvu tudi znanje je malo ušlo iz Evrope, v bistvu ravno s tem, ko smo večino stvari dali delati na Kitajsko, ne, tam so za to znanje spretno osvojili, tako, zdaj pa imamo bumerang nazaj, ne, v bistvu. Tam so še državne subvencije za marsikatero industrijo, ne, skozi marsikatero poro pridejo v bistvu. Pa to odgovornost ali pa tudi ljudje kot taki, ne, da v bistvu zaznajo, da je potrebno pač biti produktiven, priden, odgovoren, ne, saj vemo. Kitajci... Še šteje to? Mislim. Ja, mora šteti v bistvu, ne, saj drugače ne bomo uspeli, ne, če bomo šli v bistvu na krajši delovnik, pa še manj bomo delali, pa še više plače bomo imeli, pol ne vem, sicer mogoče v kakšni dejavnosti to pije vodo, ne vem kje sicer, ampak moramo vedeti, da azijski narod dela, ne vem, 15-16 ur, vse to ni prav, vse to ni pravilno. Ja, k temu verjetno ne želimo. Je pa res, da se mi z njimi kosamo, ne. Torej moramo najti neke druge vzvode, ne. Zdaj pa sva že omenila mlajše generacije na trgu dela, ki pa
imajo ta pričakovanja med seveda službenim časom, delovnim časom in kakovostjo življenja še bistveno večja. Ne, tako da tu se že verjetno soočate z izzivi. Ne. Ja, ampak mogoče ravno ta generacijska klima, ki je v bistvu različne generacije, mogoče prepoznavajo, zdaj tudi mladi, da vidijo, potrebno je neke stvari vložiti, potrebno je neke dela vložiti, potrebno je neke volje, energije, da mogoče pride do nekega uspeha, kar je super. Jaz verjamem, da se eni in drugi v bistvu učimo drug od drugega, ne. Mogoče od mladih, seveda, tehnologije, informacije, hitrosti, nekih odločanj ali informacij, ki jih imajo takoj na dlani, ne. Starejši pa mogoče to preudarnost, pa ravno to neke delovne navade, neke vrednote, ki jih vseeno se mi zdi kot človeštvo moramo ohraniti. Tudi zato je ključno da ste vse generacije vpete, ne, tako da zanimivo, kdaj bo spet seveda, ne vem, taka situacija na trgu dela, kot pravite, 4 generacije se zdaj srečujejo, ne, tako da zdaj je treba verjetno maksimalno to izkoristiti, ne. Tako, zdaj je treba pač to prenos znanja in vseh teh veščin v bistvu. To so v bistvu izzivi, ki se jih zdaj že nekaj časa ubadamo in ukvarjamo z njimi, no. Z neke cone udobja na nek način, tega, ker si pač posloval prej z sodelavci toliko in toliko let, je tudi to neki izziv, pa je to zopet za podjetnika ali uspešno in izziv pravzaprav, no. Ja, tako, vsak mora zdaj malo stopiti iz cone udobja, ker to vedno samo dobre rezultate prinese. Ja, tako. Za konec, zadnje vprašanje, ki je vse enako v našem podcastu, kaj je bila najbolj boleča, a hkrati tudi najbolj dragocena lekcija na vaši poti. Lahko to bila neka napaka, ampak iz katere ste se toliko potem naučili za naprej ali pa karkoli, ampak ta neka bolečina mogoče, ki je se izkazala za najbolj dragoceno lekcijo. Mogoče ravno to z samimi naročniki, v bistvu odnos, kako spostaviti odnos, kako te, kot, ne vem, mlado podjetnico, se spomnim, da smo se potegovali za en posel, kjer smo bili premladi, da bi nam zaupali. Vem, da smo bili eden izmed 2 ponudnikov, za katere bi se odločili, ampak se niso odločili za nas, za naju 2, da tako rečem, z možem, ker sva bila premlada. Niso nam zaupali, ne. Potem vidiš, potrebno je imeti neko kilometrino, potrebno je imeti to lahko dobiš samo tako, da ti nekdo na neki točki zaupa, ne. Ja, tako. Nekoga moraš najti. Ja, so tudi seveda bili kupci, kjer si ga kaj polomil, ne. Seveda je bil takrat, ne vem, neizmerna jeza, žalost, razočaranje, sram, strah, vse v bistvu, ne, prisotno. Ampak je bilo potrebno ravno tako popraviti in si potem z tem istim kupcem lahko leta in leta dobro posloval. Se zgodbe praviloma dobro končajo, tudi če so res kakšni zdrsi? Jaz mislim, da ja, če si do stranke ali do kogarkoli v okolju zaupanja vreden, pa iskren, da ti zaupajo in da poveš, kaj je na stvari resnično, ali pa v čem imaš težave, ali v čem, kar se ti je zgodilo. Jaz mislim, da ljudje smo toliko sočutni, tudi v poslu, pa znamo to prepoznati, pa reče, damo ti še ali eno priložnost, ali popravi, ali karkoli drugega, ne. To jaz mislim, da je zelo potrebno, pomembno, in da seveda to sam sprejmeš, pa rečeš kot neko zahvalo, super. Bilo je potrebno, ne, da sem se tega problema soočil, pa na ta način. No. Super. Dragocena misel za konec. Hvala lepa, Helena Krevh Zorec, za vaš čas, za gostovanje v podcastu Moj uspeh. To je bila še ena epizoda Večerovega podcasta Moj uspeh. Vabljeni, da se nam naročite na platformah za podcaste ali na Večerovem YouTube kanalu. Vabljeni seveda tudi, da vse naše vsebine spremljate na večer.com /moj-uspeh. Hvala, do naslednjič.